V Velenju potekal dvoboj med domačim Rudarjem in Gorico. Tekma je bila veliko bolj pomembna za goste, ki so še vedno v zelo težkem položaju na predzadnjem mestu v coni izpada in nujno potrebujejo 3 točke. Najprej akcija gostov, priložnost za Johnsona, ki je meril z desne na pravem mestu Rozman, ki je žogo uspel izbiti v kot. Po kotu Pogačini visoko čez gol, še enkrat pa nevarni Goričani po prekinitvi, tudi tokrat je žoga končala nekoliko previsoko. Nov napad za sinje modre, pred vrati je bil Eleke in pravočasno je z gola stekel Rozman, ki je preprečil najhujše. Potem pa gol za Goričane, podaja pred vrata, Vetrih pa je bil na pravem mestu in z nekaj zmede vendarle pospravil žogo mrežo. Goričani so najprej stresli prečko, potem pa je žoga vendarle končala v mreži. Vetrih je dosegel zadetek v mrežo Rudarja. Iznajdljivo Goričani za prednost 1-0. Tudi Velenjčani nevarni, vdaleč je meril Stjepanovič, to je bil izjemen strel z ogromne razdalje, ampak Sorčan je rešil vrata Gorice. V zaključku prvega polčasa pa nov gol za nogometaše iz Gorice, to je bil zadetek Dejana Žigona, podal je Pasqualini, Žigon pa se je vpisal med strelce in povišal prednost na 2-0. Drugi polčas in prva akcija za Velenjčane, to je bil takoj zadetek za domače, podal je Jahič, Radujko pa je zatresel mrežo in znižal zaostanek na 1-2. Lepo si je sprejel žogo in tudi zaključil za znižanje prednosti Goričanov v 49. minuti. Še napad za domače, oddaleč je poizkušal Jahič, ampak Sorčan je rešil goriška vrata. Potem pa priložnost za Elekeja za las mimo desne vratnice domačega vratarja. Lepo preigravanje in strel Babiča, ki je nekoliko zgrešil, sprožil visoko čez gol. V zaključku tekme pa še priložnost Goričanov. Meril je Vetrih po lepem preigravanju, a tokrat nekoliko mimo vrat. Še zadnja akcija dvoboja. Poskušal je še enkrat Jahič in odlična obramba Sorčana, ki je tokrat rešil svoja vrata in Goričani so zabeležili pomembno zmago. 2-1, še vedno upajo na morebitno 8. mesto ob koncu letošnjega prvenstva. Ja, jaz bi rekel za to tekmo, da v bistvu smo šli dobro v tekmo. Prvih 20 minut smo dominirali v igri in si ustvarili nekaj pol priložnosti. Nato smo v zaključku prvega polčasa prejeli res 2 naivna gola, ki se v ekipi, kot smo mi, ne sme zgoditi. Ja, zdaj smo se vračali z gostovanj in dostikrat sklonili glavo, danes gremo veseli domov. Ne samo zaradi zmage, tudi zaradi igre in pristopa in mislim, da smo bili boljši nasprotnik. Predvsem v prvem polčasu, ker smo zapravili še kopico priložnosti.